Evo se, jaz bom zelo hiter. Jaz sem samo želel, da vas pozdravim v klubu podjetnikov. Jaz žal danes ne morem biti z vami, ker sem v Londonu. Vseeno hvala, ker ste prišli. Upam, da boste našli kakšno konstruktivno debato v našem klubu in v bistvu sem pa hotel, da se javim, da vam zaželim veliko sreče v prihajajočih volitvah in da pri vsej politiki, ki jo boste ustvarjali, da ne boste pozabili na podjetnike, pa na tiste, ki ustvarjamo v naši domovini. Tako da klub SBC je klub najboljših podjetnikov, tukaj se združujemo lastniki, trenutno nas je okoli 300 in želimo si v bodoče, da bomo konstruktivno sodelovali z vsemi političnimi opcijami z namenom, da bi izboljšali naše okolje in da bi v bistvu prevladale neke vrednote v naši državi, ki so trenutno nekako izgubljene ali pa prekrite in da enostavno bi bili vsi skupaj bolj srečni, da bi se imeli lepše in da bomo bolj uspešni. Mi v to verjamemo. Potencial v klubu, ki ga imamo, se nam zdi neprecenljiv in upamo, da bomo tudi lahko nekako s pozitivnim razmišljanjem vplivali na vas politike, da bomo začeli skupaj z roki v roki v bistvu delati majhne spremembe, ki bodo premaknile to stanje družbe v neko bolj primerno pa srečno. Tako da, kot sem rekel, jaz ne bom predolg, res iz srca vam želim, da boste uspešni na teh volitvah, da boste mozaik v spremembah in še enkrat se opravičujem, ker ne morem biti z vami, no. Najlepša hvala. En lep pozdrav vsem prisotnim, tudi predsedniku, če nas že ni zapustil. Hvala za uvod in seveda dovolite mogoče nekaj uvodnih besed, mogoče o meni osebno, o naši stranki, o mojih sodelavcih, ki so danes z mano in potem nekaj kratkih razmišljanj, na kakšen način seveda vidimo politike ali pa bom rekla kreatorji političnih odločitev, sodelovanje z podjetniki, z gospodarstveniki, ki ste danes z nami. Torej, moje ime je Aleksandra Pivec, po poklicu sem doktorica znanosti z področja kemijskega inženirstva in sem v političnem prostoru na takšen ali pa drugačen način prisotna že čez 20 let. To seveda ne pomeni, da sem 20 let politik, svojo kariero profesionalno sem začela kot razvojnica, raziskovalka in sem se vedno tako gibala v polju med gospodarstvom in pa raziskovalno ali pa razvojno sfero. Torej, bila sem 17 let zaposlena na znanstveno-raziskovalnem središču Bistra Ptuj, ki je v enem delu regionalna razvojna agencija, torej skrbi za razvoj, bom rekla, javnega in tudi delno zasebnega sektorja v Podravju. In v enem delu smo bili inštitucija, ki se ukvarjala z prenosom znanj iz inštitucij znanja, se pravi fakultet, inštitutov v področje gospodarstva. V državni politiki od leta 2016, takrat sem začela z delom v vladi gospoda Cerarja kot državna sekretarka in kasneje v dveh vladah, torej v vladi Marjana Šarca in ta zadnji vladi, ki jo vodi Janez Janša, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Zdaj, zakaj smo ustanovili novo stranko? Kot veste, sem bila sama predsednica ene druge stranke, zapustila tisto stranko po različnih političnih in pa bom rekla tudi delno osebno vezanih pretresih in se odločila zelo v kratkem času potem, da ustanovimo novo politično stranko, za katero sem želela, da vstopi v sredinsko politično polje. Zdaj, biti sredinski v Sloveniji je seveda nekaj, kar je v tem trenutku najtežje in najmanj zaželjeno. Zato, ker noben noče ali pa ne želi razumeti, da je možno v političnem prostoru dajati prednost vsebinam pred ideološkimi opredelitvami. To, da smo sredinska stranka, seveda ne pomeni, da vsak od nas nima nekega ideološkega prepričanja, pač ne malo bolj,
sploh prava beseda, levega, kakšni desnega, ampak še vedno smo stranka, ki je striktno orientirana v zelo, bom rekla, določene in pa tudi izražene programske usmeritve po posameznih področjih in se seveda prednostno želimo konstruktivnega dialoga, tudi različno ideološko razmišljujočih politikov pri iskanju rešitev, s katerimi bomo seveda zastavljene cilje dosegali. Trenutno, kot vidite, je in čutimo vsi politični prostor tako spolariziran, da je praktično nedovolitev. Jaz se žal z obžalovanjem moram povedati, da ne vidim tudi v obdobju po volitvah možnosti, da se ta situacija hitro umiri, zato ker je enostavno postala preveč konfliktna in pa preveč tako vsak stoji na svojem hribu in seveda kolateralna škoda tega je država, so ljudje in seveda rešitve, ki jih posledično v državi je nemogoče sprejemati, ker kot sami čutite, mi a priori odklanjamo sodelovanje en z drugim in to je ena situacija, ki jo je zelo težko umiriti. Zdaj, stranka je seveda bom rekla, razmrežena po celi Sloveniji. Nam je uspelo eno izjemno, res uspešno delo v obdobju enega leta zgraditi novo stranko z nekaj več kot 120 odbori po Sloveniji, približno 2500 člani, 13 strokovnimi odbori, znotraj katerih delujejo ne samo člani stranke, nismo tako zelo specifično strankarsko zavezani, ampak predvsem veliko vključujemo zunanje strokovnjake, ki so seveda na svojih področjih poznavalci področij, so, bom rekla, inovativni v razmišljanju in so skupaj z nami kreirali rešitve, ki smo jih tudi zapisali v našo programsko knjižico. Danes z mano generalni sekretar Dejan Podgoršek, tudi sam bolj iz vaših krogov, podjetniških krogov. Z Dejanom se poznava dolgo časa in moram reči, da naju deli ta skupen pristop podjetnega razmišljanja, ne samo na področju podjetništva, ampak tudi na področju javne, državne uprave in pa tudi politike. Tudi politika na koncu je podjetnost ali pa bi to vsaj morala biti. Naša poslanka Mateja Udovč je seveda naš člen, poleg še dveh drugih v državnem zboru. Bom rekla tudi Mateja, zelo podjetna poslanka, zelo usmerjena k praktičnim rešitvam, predlagateljica ali pa ena, bom rekla, od predlagateljev, ki so predlagali največ amandmajev, zakonskih sprememb v državnem zboru, predvsem pa kar nas še veže skupnega, izrazita usmerjenost k uporabnosti teh rešitev, ki jih predlagamo, torej kreirati z roko v roki z realnim sektorjem, ne glede na področje, na katerem jih delamo in seveda implementirati v politične odločitve. Dr. Blaž Peternelj je vodja strokovnega odbora za digitalizacijo, tudi sam razvojnik na področju digitalnih tehnologij, IKT-ja in bom rekla tako en ožji del naše ekipe pri kreiranju naših programskih usmeritev in pa vodja mojega kabineta Lucija Fink, ki pa, bom rekla tako, pa ne narobe razumeti, deklica za vse, v bistvu je tista v kabinetu, ki poskrbi za vse kontakte, urnike in pa relacije do vseh drugih služb, od PR-ja do vseh operativnih zadev. Jaz bom tako na kratko poskušala zajeti naše razmišljanje, kar se tiče predvsem področja, ki vas zanima, torej podjetništva, gospodarstva in kasneje mogoče slišati raje vaš feedback, vaše vprašanja in skušati odgovoriti, da ne bi bila preveč detaljna. Torej mi začenjamo, bom rekla, naše razmišljanje že v zelo zgodnjem obdobju in sicer v obdobju otroštva ali pa šolstva, kjer predlagamo, bom rekla, zelo korenito spremembo šolskega sistema, kjer mislimo, da se vsa podjetnost in pa kreativnost v razmišljanju kasneje aktivne populacije v resnici začenja.
Smatramo, da naš šolski sistem je zelo zastarel, precej rigiden in predvsem ne odgovarja trenutno ne potrebam trga dela, niti potrebam globalnih nekih procesov, ki v tem trenutku v svetu tečejo. To pomeni, da smo na nekaterih področjih izrazito deficitarni in to z razlogom, ker naših otrok že v obdobju šolanja, bom rekla, ne učimo ali pa ne identificiramo pri njih tistih njihovih kompetenc, v katerih so dobri, ampak iščemo samo odlično vrhunsko znanje, ki ga nagrajujemo pač po nekem sistemu z ocenami in seveda že na začetku stigmatiziramo tiste otroke, ki so mogoče dobri v nekaterih kompetencah, niso pa toliko mogoče dobri v sistemu ocenjevanja in v bistvu se kasneje tudi ne usmerjajo ali pa so to tako stigmatizirani, da v bistvu se ne odločajo za neke rokodelske, obrtniške, podjetniške poklice, ki pa jih seveda potem na trgu dela izrazito primanjkuje. Ne bom več o tem šolskem sistemu, ker je res naš predlog reforme šolskega sistema zelo kompleksen, nam bi vzelo mogoče preveč časa, se bom pomaknila eno stopnjo više, mogoče v tisti del, ki generira potem že področje raziskav in pa razvoja in pa sodelovanja z gospodarstvom. Tukaj absolutno zagovarjamo boljši sistem sodelovanja ali pa sistemske rešitve na področju sodelovanja gospodarstva z razvojnimi inštitucijami, kjer zagovarjamo, da seveda financiranje bazičnih raziskav mora biti financirano absolutno iz države, da se mora dvigniti tudi stopnja financiranja vsaj na 1,5, mi celo predlagamo v 5-letnem obdobju na 3% BDP-ja, in absolutno, bom rekla, izboljšati sistem aplikativnega raziskovanja, ki je seveda veliko bolj uporaben za samo podjetništvo in pa gospodarstvo. K temu bi mogoče priključila še enostavnejši, manj kompliciran birokratski sistem tudi za črpanje evropskih sredstev na področju raziskav in razvoja, kar bi seveda marsikateremu, sploh manjšemu podjetju, ki nima svojega razvojnega oddelka, veliko olajšalo tudi dostop do evropskih sredstev, ki jih je veliko na voljo, pa so žal še vedno v podjetništvu premalo koriščena. Absolutno zagovarjamo razbremenitev plač v celotni lestvici plačnega sistema, zagovarjamo ali pa podpiramo tudi razvojno kapico, seveda z nekim dogovorom o višini, ali je to 4.600 ali 6.000 evrov. V tem trenutku mislim, da je bolj pomembno, da dosežemo konsenz pri tem, da do razvojne kapice sploh pride in da na ta način omogočimo tudi ostajanje, bom rekla, visoko izobraženega, kompetentnega kadra v Sloveniji, ne pa da, bom rekla, v velikem številu Slovenijo zapuščajo in seveda iščejo svojo priložnost v tujini. Bom rekla, absolutno podpiramo večje sodelovanje politike in pa gospodarstva, podjetništva, ne samo v predvolilnem času. Jaz sem tega srečanja danes zelo vesela, ker mislim, da to vrstnega sodelovanja med politiko in pa deležniki, ne glede na to, iz katerega sistema gospodarskega javnega okolja prihajajo, je premajhno. Torej politiki veliko odločitev sprejemajo, bom rekla, zgolj v političnih krogih. Jaz kot ministrica sem sama pogosto ugotovila, da so bile rešitve, ki smo jih kreirali na ministrstvo in niso bile dogovorjene z deležniki, pogosto slabe. Nam se je zdelo, da so izjemno dobre, da smo pripravili vrhunsko strategijo, vrhunski zakon, prišli na teren, ga kmetom predstavili in so nas začudeno gledali, so rekli, kaj bi bilo pa v tem za nas dobrega, to je popolnoma skregano z logiko, ki mi v bistvu pri svojem delu čutimo ali pa v bistvu pogoji, ki jih vi predlagate, so popolnoma neprimerni. Torej veliko več sodelovanja politike z deležniki in potem kreiranje odločitev seveda v nekem kompromisu oziroma v predlogu, ki mora biti uravnotežen. Mogoče za začetek toliko iz moje strani, če želi še generalni sekretar v bolj detajle kaj, če ne bi pa jaz rajši vam prepustila tako besedo, da me vi še kaj vprašate, ker jaz drugače znam veliko predolgo govoriti, pa mogoče ne vam zadostiti. Dobar dan vsem skupaj.
Pozdravljena, dr. Pivčeva. Poznava se tudi iz nekaterih drugih priložnosti, ko smo sodelovali v nekih drugih asociacijah. V bistvu sem Andrej Repše, ustanovitelj in solastnik podjetij Armat in seveda izhajam iz kmetije, iz velike kmečke družine, 19 je bilo, in ker sem imel priložnost spoznati tudi vašega očeta, ga zelo cenim, verjamem, da jabolko ni padlo daleč od drevesa, da razmišljate tako. In seveda nas podjetnike zanima predvsem normalna kmečka logika, razmišljanje po kmečko, tudi v politiki. Kako bi vi, recimo, če bi bila del nove politike, poskušala ostale partnerje v politiki prepričati, da je dejansko potrebno razmišljati s normalno kmečko logiko na vseh področjih, na področjih šolstva, na področjih zdravstva, na drugih gospodarskih področjih in se na tak način približati ljudem, masi, ne glede na to, iz katerega okolja posameznik prihaja, tudi če prihaja iz popolnoma nekmečkega okolja, pač delamo za vse. Če bomo mi uspeli urediti, bom rekel, to, utiriti to politiko na način, da se boste poskušali poenotiti, razbiti te konflikte, najdeti pot, iz katere Slovenija lahko dejansko zraste, potem jaz verjamem, da bo to tista prava pot. Torej, kako bi vi, bom rekel, poskušala svoje partnerje, verjamem, da boste v politiki, ostala povezati v to, da bi razmišljali tako kot podjetniki. Ja, hvala za razmišljanje in vprašanje. Ja, res prihajam iz zelo kmečke, vinarske družine. Moj ded, malo popravljam, ni bil oče, je bil v bistvu prvi zasebni vinogradnik takrat še v Jugoslaviji. In tako da mi je ta zato tudi domače, prvič kmečki način razmišljanja, drugič pa tudi ta podjetna logika, ker sem v podjetništvu v bistvu ves čas odraščala. Jaz lahko povem, ko res iz prve roke, ker sem delala 4 leta kot državna sekretarka in ministrica, da v resnici večina odločitev v politiki je zelo povezana z zdravo kmečko pametjo in rešitve so izjemno enostavne. Tudi zakonske spremembe, tudi, bom rekla, kakšni strateški razmisleki, kreiranje pogojev na razpisih, ampak politika je žal, bom rekla, usmerjena v to, da jih pogosto zakomplicira. In ne samo, da jih zakomplicira, pogosto so povezane z nekimi parcialnimi interesi takšnih ali pa drugačnih interesnih skupin. In enostavno, vekolikor se v politiki uspeš distancirati od tega in res razmišljati, tako kot sva zdaj ugotovila, po zdravi kmečki pameti in svoje, bom rekla, okolje ali pa sodelavcev prepričati v to, da ti sledijo pri tem, se da blazno hitro priti do resnično dobrih rešitev, ki so usmerjene k tistim, ki jih seveda koristite, bodisi da so kmetje ali pa na drugi strani podjetniki, gospodarstveniki. Zdaj, na kakšen način v bistvu rešiti to spolarizirano situacijo v političnem prostoru, ki je ovira pri tem, da se te rešitve ne sprejemajo. Jaz mislim, da sami čutite, da v politiki zelo težko sploh pridemo do kakovostne diskusije, kjer bi na neko temo ali pa na rešitev bili v stanju podati svoje različne predloge, videnja in potem iskati kompromisno rešitev. Zato, ker mi že a priori v štartu odklanjamo sodelovanje drug z drugim. In to je, bom rekla, tudi moja boleča rana in velik razlog, zakaj sem se po odhodu iz politike še enkrat vrnila v politiko. Veste, jaz pogosto povem, če kdo misli ali pa razmišlja, da jaz na vsak način želim v politiko, jaz na vsak način ne želim politiko, jaz sem razvojnik po duši, jaz imam izobrazbo, primerno temo in bi tudi enostavno lahko iskala svojo enostavnejšo zaposlitev. Ampak jaz mislim, da se slovenski politični prostor mora poenotiti in da rabi en povezovalni člen ali pa eno, bom rekla, pobudo po tem, da se končno nehamo deliti, pa bom zdaj rekla, niti ne vem, na črne, na bele, na leve, na desne, ampak da enostavno smo v stanju dati
vsebinske rešitve pred ideološke poglede in spoštovati tudi to, da smo ideološko različni. Če sama po sebi povem, jaz sem celo življenje živela v prepričanju, pa bom mogoče to zdaj tako zelo primerno povedala, da sem levo usmerjen človek. Tudi moji prvi dve vladi sta bili levo-sredinski vladi in vlada gospoda Cerarja in vlada gospoda Šarca. Potem sem se pač pri nekimi okoliščinami znajdla v desno-sredinski vladi in danes verjamem, da sem celo najbrž bolj desno-sredinsko razmišljajoč človek. Ampak gledajte, a je tle problem? Dokler mi vemo, kaj smo zapisali, bom rekla, ali v svoje programske knjižice ali v koalicijsko pogodbo, jaz še vedno verjamem, da potem tisto mora biti vodilo, ne glede na to, ali jaz mičkano bolj levo ali pa mičkano bolj desno razmišljam. Če me vprašate, kakšna je rešitev, jaz mislim, da v tem trenutku je ni. Iskreno, da je politični prostor toliko bom rekla, usmerjen en proti drugemu, da do volitev ali pa tudi v enem krajšem obdobju po volitvah žal ne vidim možnosti, da se poenoti. Jaz sama, če bi rekli, da predlagam najbolj idealno vladno kombinacijo, bi rekla, da je nujna ena velika mešana koalicija, SD-ja, SDS-a, mogoče dveh sredinskih strank, da ne bom koga prejudicirala, tle mislim nas seveda tudi v tem sredinskem delu, ampak jaz mislim, da je to nekaj, kar bi tako Slovenijo usmerilo v to smer, da bi z različnimi pogledi iskali najboljše možne rešitve. Mogoče en del mičkano bolj iz tega socialnega vidika, drugi del bolj iz pač kapitalskega vidika in da bi to bila daleč najboljša možna opcija. Sem pa v tem trenutku precej sigurna, da naša mentaliteta, predvsem v političnem prostoru, ne v okolju, tega ni v stanju razumeti ali pa sprejeti. In jaz se pogosto vprašam v tej konfliktnosti, ko jo zdaj poslušamo, pa slišimo, da smo nedemokratična država, da imamo celo fašizem, da smo, ne vem, ubili svobodo medijev, da nimamo pravosodnega sistema, ki ni politično vplivan. Kdo dejansko v tej državi kaj od tega čuti? Kaj se že pri nas ne sme? Da mi smatramo, da nam je demokratična pravica kršena. Da pa imamo dejansko vpliv politike v vseh segmentih, ga pa nimamo od včeraj in ne od preteklega leta, ampak ga imamo že 30 let. In to stanje, ki je danes recimo v slovenskih medijih, jaz obžalujem, absolutno zagovarjam neodvisnost medijev, ampak vpliv politike v medijih se pri nas čuti že dolgo časa in ni nekaj, kar se je zgodilo v zadnjih letih ali pa v zadnjem obdobju, pa tle bi lahko šli zelo v detajle, mogoče ni tema za današnje srečanje. Absolutno je pa to, kar predlagate, nekaj, kar bi Sloveniji dalo veliko boljšo perspektivo in jaz mislim, da možnosti so izjemne. Upam res in želim, da bomo ena od tistih političnih opcij, ena od tistih opcij, ki bo pripomogla k temu, da se slovenska politika poenoti in začne delati skupno dobro. Borut Čeh, Labena, mi v bistvu razvijamo zdravila za velike farmacevte po svetu. Pomagamo pri razvoju. Najprej imel sem repliko, na kar ste rekla, pa mogoče sem vprašal. Kje se čuti to, da ste rekla, kje se čuti v medijih ali pa z medijev, da pač ni svobode? Veste, kje se to čuti? V 30 letih, da je gospodarstvo osnovalo svojo pot dosti stran od politike, saj gospodarstvo, ki recimo izvaža pa dela zunaj, v bistvu si ne želi, če ni vezano na Slovenijo, pa bom rekel posle ali pa velika podjetja tukaj, je v bistvu, mi imamo dva paralelna sistema, kar je za malo državo smešno. Eno je gospodarski, z stanovskimi združenji, kot je SBC, Združenje menedžer in tako naprej. Eno imamo pa v bistvu politično zgodbo, ki se ne prepleta dosti razen v skupnem imenovalcu, kjer so tukaj državna podjetja. Že tukaj je cenzura in jasno, imate dve stvari. Tisti, ki delajo v državnih podjetjih, se ne upajo nič komentirati ali pa zelo malo, drugi, ki delajo zunaj, si pa ne želijo komentirati nič in grejo mimo. Tako da tukaj se to pozna. Sama replika, no, mogoče te pol replicirala, ampak nisem to hotel vprašati. Mi rabimo zelo veliko visoko izobraženih kadrov, biokemikov, genetikov, molekularnih biologov, kemikov z doktorati, magisterij in tako naprej. Mi imamo resen problem, delamo tovarno bioloških zdravil, imamo resen problem, kje te kader dobiti. Dva problema sta. Eno je, kadro je veliko Slovencev, ki se želijo vrniti nazaj v tujini
to pomeni, izobrazili se pri nas, šli so potem ven, ko so prišli nazaj, plače, in jaz mislim, lahko jim dam plačo, samo bo tak strošek, da bo vprašanje, kako bom to zdržal, če hočem postaviti neko zgodbo na pravo raven. To je prvi izziv. Drugi izziv je ta, da imamo velik pul v bistvu jugovzhodne Evrope, ki je pa toliko zakomplicirano človeka gor dobiti, v bistvu v Slovenijo in administrativno in z nostrifikacijami, kot da imamo mi neskončen pul kadrov. Mi imamo resen problem s tem. Kako vidite na eni strani v bistvu uravnavanje migrantske politike, pa ne samo Ukrajincev, tudi Afganistancev, pa Sirijcev, pa če tako naprej, pa Eritrejcev, pa Kenijcev, vsega. Ker zdaj je pač bolj popularno, da Ukrajince malo drugače obravnavamo kot vse druge, brez zamere. Pa kako vidite v bistvu, kako privabiti slovenske družine ali pa slovenske kadre, ki so si naredili družino zunaj, pa želijo nazaj, da jim lahko ponudimo približno isti nivo dohodkov. Jaz bom dal samo en primer Portugalske. Portugalska je pred enim letom uvedla to, da je 10 let, 8 ali 10 let, nisem prepričan, v bistvu kader, ki se vrne, če je Portugalka ali Portugalec tudi poročen s tujcem, potem gre ves davek, ki ga plača, gre v neto plačo. Potem sam tisti prispevek, ki ima še firma zdaj ali 16, 19 ali koliko procentov na državo, gre potem v blagajno državno, ampak ne sme zapustiti jasno portugalskega delovnega mesta na portugalskem fizično 10 let, če ne mora to vračati. A bi bil to nek sistem mogoče? Hvala. Ja, najprej čisto kratko na prvi del. Jaz nisem mislila tistega direkt na medije, pol sem nadaljevala z mediji. Tako nasploh sem mislila, demokratične pravice, na kakšen način bi naj javnost čutila, da ni demokracije pri nas ali pa da nimajo demokratičnih pravic. Ampak gledajte, v medijih se pa strinjava. Tam pa nisem govorila, da obstaja neodvisnost medijev in da ni tudi to vrstne problematike, kot ste jo vi. Jaz jo čutim na drugačen način, v gospodarstvu jo najbrž čutite drugače. Kar se pa tiče vašega vprašanja, jaz se absolutno strinjam in tudi sama poznam veliko primerov, sama prihajam iz podobne stroke ali pa tako področja, kot vi o njem govorite. Tudi sama sem v bistvu doktorirala iz biokemijskega inženirstva. Veliko ljudi odide seveda v tujino, veliko je že drugo stopnjo oziroma zadnjo stopnjo zaključuje v tujine, magisterijev in pa doktoratov in se seveda ne vračajo. Ne vračajo se zato, ker so jim pač tujini ponujeni prvič boljše plačni pogoji, višje plače in pa tudi boljši pogoji za delo, sploh tistim, ki nadaljujejo v raziskavah in razvoju. Na kakšen način absolutno za stimulativnejšo davčno politiko, tako za delodajalca, ker smo prej govorili o razbremenitvi plač in o razvojni kapici, seveda na drugi strani pa za boljšo stimulativno davčno politiko tudi za mlade družine, ki na eni strani se soočajo z tem problemom, se pravi prihodka, in še na drugi strani seveda z pridobitvijo možnosti bivanja. Tudi, bom rekla, stanovanjska politika je precej slaba ali pa napačna in že v tem trenutku recimo pride do nepremičnine, sploh če govorimo o večjih centrih ali pa o Ljubljani, recimo pri, ne vem, povprečju plače razvojnika, rečemo 2000 evrov, jaz mislim, da že je dobra, da so še nižje, cena stanovanja pa 500 000 evrov. Jaz zelo težko verjamem, da kakšna mlada družina, ki nima res suporta svojih staršev, si sploh lahko to privošči. Teh neprofitnih stanovanj, kot veste, nimamo. Mogoče nekoliko lažje je to v manjših lokalnih skupnosti, kjer lokalne skupnosti z mičkeno bolj stimulativno, bom rekla, to nepremičninsko politiko že dajo ugodnejše pogoje, recimo oprostijo plačila komunalnega prispevka, dajo neka zemljišča na voljo za izgradnjo zasebnih hiše so cenejše. In jaz mislim, da na tem delu moramo resnično veliko napora vložiti, kajti številke tako odhoda mladega, izobraženega tehničnega kadra v tujino, jaz mislim, da so izjemno zaskrbljujoče in da tukaj, vkolikor bomo želeli biti res inovativna, tako napredno usmerjena družba na področju tehnoloških inovacij, bomo absolutno tukaj morali
pripravljeni narediti veliko korakov in v davčnem delu in v, bom rekla, stimuliranju na splošno življenjskega okolja, ki bo mladim sploh dajal upanje, ali pa pogoje, da se bojo želeli v domovino vračati. Danes se celo že dogaja trend, jaz sem seznanjena s tem, da celo že na študij v veliko večjem odstotku odhajajo v tujino in ko grejo na študij v tujino, se seveda tudi zelo tako v majhnem odstotku vračajo nazaj. Študij je dober, če se vračajo, ampak se v velikem odstotku ne vrnejo več, ker jim ponudijo tam boljše pogoje dela, plačila in pač nasplošno življenje. Mi absolutno zagovarjamo, bom rekla, tole politiko uvoza kadra iz tujine, seveda po nekem sistemu, kjer nam ta kader primanjkuje. Vemo, da je najbrž to v medicinskih poklicih, to smo ravno danes poslušali, da je primanjkljaj še vedno na strani zdravniškega kadra in pa seveda vi boljše poznate, kaj se dogaja na vaših področjih in temu seveda mora slediti tudi, bom rekla, birokratska politika, ki je komplicirana. Jaz vem, da nostrifikacije trajajo izjemno dolgo časa, da je tudi pridobivanje različnih dovoljenj dolgotrajno. Mislim, da se sicer tle dela zdaj nek napredek pri tem. Jaz naravno zadnjič državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarstvo poslušala, da bi naj nekaj že olajšali zdaj z zadnjimi spremembami zakona. Seveda pa mora biti ta politika migrantska zelo selektivna, bom rekla tako, res pogledati, na katerih področjih nam primanjkuje kadra in seveda poskrbeti, da to vrsten kader dobimo, ne pa da ustvarjamo potem nove presežke in pa socialne obremenitve na borzi dela in pa z socialnimi transferji. Mi lahko nekaj pomagate razumeti. Vsi politiki se s tem strinjajo, vsi podobno povejo, kje je pa problem? V birokrat, jaz ne razumem. Pa vam povem, kje je problem. Zelo direktno. Gremo v nov cikel, pa vam pa spet visoko izobražen kader, pa spet ga lajnam eno leto, da pride, pa prosim, pa okoli hodim. Na koncu to rezultira v tem, da grem na upravno enoto, pa tam prosim nekoga po neki vezi, da pol vzame to ven z nekje, pa da to speljamo. Mislim, dobesedno je tako. Jaz bom zelo direktna, pa bom probala biti nekomplicirana, plastična. Jaz sem bila ministrica 2,5 leta. Problem je v tem, jaz upam, da me ne posluša veliko politikov, pa da me torej kritizirana. Vsi? Okej. Skratka, jaz še vedno smatram, da ministrstev pri nas žal, jaz sem to poskušala 2,5 leta, premalo časa sem bila, ne vodijo ministri in ne odločevalci, ampak jih vodijo operativci oziroma birokrati, ki sedijo po pisarnah. In tako, ko se zdaj midva pogovarjava, sem se jaz x-krat pogovarjala z deležniki v svojem sistemu, kmeti, vodje nekih kmetijskih asociacij in sva se vse strinjala. In jaz sem tudi naročila po oddelkih, da se zadeve začnejo premikati. Prvič je to v sistemu državnega odločanja zelo težko, ker tam ni podjetnosti. Tam je tako, da se zavrti en krog, mine 1 leto. In čez 3 mesece, ko se je ta gospod recimo vrnil, tako plastično rekel, ministrica, midva sva se vse strinjala in vem, da ste vi to vse naročili, ampak oni v 3. nadstropju še vedno isto delajo vse, kar so delali pred 3 meseci. In veste, prvič, da ne gremo pregloboko, sistem javnih plač, veste, kakšen je popolnoma nestimulativen, tam tisti, ki 8 ur sedi in tisti, ki 8 ur dela, ima ta isto plačo. Njim se pač ne da, težko je karkoli, bom rekla, spremeniti in sisteme smo tako dolgo komplicirali, da je danes potrebno tako čist na nulo jih, bom rekla, zbrisati in znova vzpostaviti, da bi postali prekomplicirana državna upravna cela ta veriga je. In samo to je problem, ker rešitve, vse veste, so zelo enostavne, to se mora z 3 koraki spremeniti in narediti. Tudi jaz iskreno upam, da bo. Ampak je treba imeti tudi, bom rekla tako, liderje ali pa vodje, verjemite, v javnem in državnem sistemu s podjetnim razmišljanjem, tiste pač, ki iščejo svojo pozicijo na funkcijo. Jaz bi se rada vključila v ta pogovor. Sem Mateja Udovč in sem vaša poslanka, vaša aktualna poslanka. Sem bila predsednica odbora za gospodarstvo, dolgo časa nisem prestopila k stranki Naše dežele. In gospoda Čeha popolnoma razumem, ampak da boste vi tudi mene razumeli kot poslanko, ki bomo zdaj šli v kratkem vsi na volitve in bomo volili poslance, ne vlado. Kaj to pomeni? Da vam bom povedala, kako sem se jaz počutila, ki prej nisem bila politično aktivna.
poslanci pridemo v državni zbor, kako to potem poteka? Poslanci pridemo v državni zbor in tisti poslanci, ki želimo biti aktivni, ustvarjalni, ki želimo točno to, kar vi govorite, delati po zdravi kmečki pameti. Včasih smo se pohecali po ZKP-ju, da bi to funkcioniralo. Mi dejansko nismo dobili informacij. Mi dejansko, ko smo želeli, ker ni bilo feedbacka, smo ostali dejansko sami. Mi imamo ten strokovni stav. Ampak, veste, mi postavimo vlado. In ko postavimo vlado, vlada postavi, pa ministre imenujemo in dejansko oni ta ustroj začne delovati. In vi se obračate na ministrstva in tam zlobirate tako, kot pač lahko zlobirate ali se uredite, da se zakonske stvari nekako bi uredile. Ampak tukaj ni konc. Vi se mogoče sploh ne zavedate, da ministri tega ne naredijo. Oni naredijo samo osnutke predloga zakona. Zakone sprejema državni zbor in mi nismo glasovalni stroj. In ker nismo glasovalni stroj, mi želimo vedeti, kaj dejansko glasujemo, v čem glasujemo, kakšne spremembe se bodo dobile. Ampak tukaj, ker točno to, kar ste vi rekli, pa kar govori gospa Aleksandra, da vez mora teči 4 leta, čez cel mandat, morate biti vi aktivni, tudi pri poslancih. Vi morate povedati, kaj bi vi želeli, kdaj bi želeli, kakšne spremembe, kakšne posledice. In točno to, kar se danes pogovarjamo, je v bistvu ključ do rešitev. Niso samo ministrstva. Aleksandra Pivec je v času ministrovanja, ko je bila ona ministrica, bila ena redkih ministric, to vam lahko povem, v tem mandatu sem delala z velikimi ministri, ki je dejansko povabila tudi poslance na teren in dejansko s terena potem prenesla informacije na ministrstvo in naredila celoten ustroj, da so popravki potrebni. Tudi če je uradnik rekel, da se to ne da, smo najdeli rešitev, kako smo to lahko uredili potem na zakonodajni veji oblasti. In to samo, če imamo, če so to, kar ste vi rekli, 2 svetova, da dejansko sploh ne vejo, ljudje sploh ne vejo, kaj je delo vlade in kaj je delo poslancev. In dejansko, ker tega ne vejo in ne ločijo, niti takrat, potem so pa tukaj še novinarji. Novinarji, ko vlada nekaj sprejme, en zakon na seji vlade, novinarji po televiziji povedo, kaj je vlada sprejela. Ljudje, državljani si pa to zavzamejo, to je tudi moj mož meni večkrat rekel, veš, vlada je že sprejela, da bomo jutri že to pa to naredili. Sem se rekla, vlada je to samo na svoji seji sprejela. Odločili, kdaj bo se to dejansko sprejeli, bomo pa mi, ker sem jaz rekla, da mi tega še vedno nismo imeli v državnem zboru. In to, dokler časa državni zbor ne odteče čez delovna telesa, ki se naredi še milijon popravkov, milijon sprememb, in potem šele na seji državnega zbora pride lahko v državni zbor ena verzija, ven pride pa popolnoma drugačna verzija. In v tem trenutku ste pa vi tisti, ki lahko, če niste dobro znali prepričati uradnika, to, kar je ravno kar Aleksandra povedala, da je uradnik na 3. nivoju pripravil zakon, ki ga mogoče niti ne razume, kaj v praksi za vas, podjetnike, to pomeni, imate možnost prepričati poslance, da naredimo spremembo. In to je možno. In jaz vam pa povem, zakaj je to možno, zato ker sem sama, tako kot je Aleksandra prej povedala, v tem mandatu naredila nešteto in nebroj popravkov. In najbolj me je pa žalostilo, pa bom mogoče sam žogce vrnila nazaj, ker jaz sem resnično želela narediti vse, da bi vse se ne da spremeniti, saj to sami veste, ampak če je dana možnost, priložnost in če so stvari, ki ne pijejo vode in imamo možnost popraviti, pa dajmo jih popraviti. In če sam pogledam, sem prolongirala davek, ker je bil nesmiselen za odjavljena vozila iz enega leta na 2 leti. Zato, ker trgovci rabljenih vozil, ker so mogli davek plačati na 365. dan, če je on od enega trgovca kupil avto, ker je skoraj leto stal pri enem trgovcu, pri naslednjem trgovcu je bil pa samo 5 dni in je mogel plačati on davek, ker se je ravno 365. dan pri njemu iztekel. In če pogledate, jaz sem rekla, ok, saj razumemo 365 dni, dajmo na 2 leti, v 2 letih pa računam, da se rabljeno vozilo tudi proda. Ampak a veste, jaz težko dobim, jaz sem prišla to od takih podjetnikov s to težavo, kot ste vi. Od nižjih. Ampak kdo je kompliciral?
Recimo, pisano nasprotovanje prolongaciji davka iz enega leta na 2 leti je poslalo eno od območij Obrtne zbornice Slovenije. Od obrtnikov. Jaz nisem mogla verjeti, resnično. Ali pa, ko je bil trgovinski zakon, da bomo trgovine ob nedeljah zaprli. A veste, mi smo dejansko poslanci ostali sami. V medijih so ljudje samo govorili, sindikati so govorili, ja, delavske pravice, to zapret. Poslanci smo dejansko ostali sami. Niti župani, niti kakšnega presinga, medijskega presinga, strani gospodarstva ni bilo, da bi dejansko, da bi se to malo uravnotežilo, je to res. Ko je bil zakon sprejet, sem bila jaz edina poslanka, ki sem vložila amandma, da smo dosegli, da v 200 kvadratih, 250 kvadratnih metrih, ki so pač po določeni pogoji, lahko delajo noter tudi študenti pa upokojenci, ne samo lastniki. Zato, ker vem, ker sama izhajam a veste, to so te stvari, ki se lahko potem še popravljajo. In če bi imeli takrat v zadnji vaš puš, ne mislim vas kot vaše branže, ampak dejansko gospodarstvo v zadnji, točno tistega, za katerega se to tiče, ampak takrat, ne pol, ko je zakon bil v Državnem zboru sprejet. Ko je zakon sprejet, mi ne moramo več delati popravkov. Ko je bil zakon sprejet, recimo točno ta trgovinski primer, vsi poznate, mesec potisnemo pol županov v luft, da ne morejo v Ticu prodajati več artiklov. Ja, kje ste bili prej, ko smo mi prosili, da bi dobili podporo? A veste, zato vam še enkrat rečem, jaz sem to dobila v teh 4 letih, ta občutek, kot da smo dva svetova. Ministrstvo, ki dela čisto samostojno, pa poslanci, ki v bistvu, zdaj, če si zelo dobro povezan in da imaš zopet te vezi zelo dobro urejene, potem imaš tudi dobre informacije. Ampak če jaz nisem v vašem klubu nikoli bila, če podjetnikov ne poznaš, morate pa vi vedeti, da imamo 90 poslancev in različni so poslanci, vsi res ne poznajo vsega. Za spremembo rabimo pa 46 glasov. In dejansko rabite delati 4 leta tudi na poslancih, pa ne to, da vi napišete dopis pa rečete, da se ne strinjate s tem, ampak dejansko jih morate, kako sem jaz te popravke delala, pa jih je nebroj, zdaj sem vam dva popravka dala, ampak samo zato, ker sem bila med ljudem, zato, ker sem se pogovarjala z njimi, ampak 4 leta in ker dejansko so me seznanjali s težavami. To ne pomeni, da takrat skočam pa rečem, ja, zdaj bomo, ampak ko pride čas, ko pride zakon v proceduro, pa jaz vem, v tem zakonu je treba še tole pa tole pa tole urediti. Ampak to samo, če se pogovarjamo, če delamo in če imamo skupne točke. Resnično, tudi davek na luksuzna vozila, recimo, je bil tudi en izmed mojih davkov, ki smo jih v bistvu ukinili, ki je bilo nonsense, da Slovenci registrirajo vozila v Švici ali pa na Češkem, tukaj jih pa uporabljamo, tukaj infrastrukturo, okolje onesnažujemo, infrastrukturo rabimo, davko pa ne bi plačali zaradi tega, ker je bila luksuzna obdavčitev na toliko pa toliko kubikov. A veste, tega je bilo toliko veliko, ampak zopet, če jaz ne bi bila obveščena od nižjega na gor, potem te spremembe poslanci sploh ne vejo in sploh ne znajo popraviti. Sploh vejo ne, da ta problem obstaja. Če lahko to relacijo, da si jo probate dati, ker zdaj volimo poslance v Državni zbor. In meni verjemite, da vsi poslanci ne razumejo gospodarstva, tako kot vsi kulture ne razumejo, tako kot niso vsi z istega področja. Ampak če boste vi aktivni 4 leta, jih boste seznanjali, boste na druženja povabili, na dogodko, pa to ni, veste, tudi vi včasih rečete, ja, jaz nisem politično opredeljen, pa se ne bom družil s temu pa temu. Vse to, mi smo poslani od vseh ljudi. Jaz pridem pod jaz sem pač poslanka, prišla sem na listo ene določene politične stranke. Ampak, ko sem poslanka pa poslanka od vseh. Ne glede levi, desni ali pa sredinski. Poslanci smo dejansko od vseh. Res pa je, da sledimo pa programu stranke, ki imamo to, kar je povedala tudi Aleksandra. Oba smo povabili na dogodke, to bomo vzel. Ne, sej... Še kakšno vprašanje? Če ne, se bom jaz na tej točki vključila, namreč dobili smo ne malo vprašanj po elektronski pošti od naših
članov, ki so se morali zaradi določenih obveznosti upravičiti. Pa mogoče kar za začetek, če lahko naštejete nekaj slovenskih podjetij, na katere ste ponosni, pa malo obrazložite. To mislite slovenskih podjetij, tako v slovenski lasti ali nasploh podjetij v Sloveniji? Tako, slovenskih podjetij. No, mislim, jaz ne bi rada komu zdaj krivice naredila, ampak eno od podjetij je prav gotovo podjetje, v katerem sem bila jaz zaposlena, da tega izpostavim prvega, to je Šibo Group iz Škofje Loke, ki je tako izjemno razvojno podjetje, tudi zelo izvozno orientirano. Potem veliko sem v preteklosti še v času študija sodelovala s podjetjem BIA. To je bolj moje področje dela, potem prav gotovo bom rekla gospoda vašega predsednika, potem gospod Tanjo Skaza, poznam z njo, sem na razvojnem področju tudi pri nekaterih projektih sodelovala, mogoče še bom rekla izpostavim tako nekaj podjetij bolj iz mojega področja dela, sama sem doktorirala z področja vinarstva, nekaj izjemno dobrih vinskih kleti, Puklavec and Friends iz Ormoža, z njimi sem veliko delala. Tako res, mislim, bi zdaj lahko spekter naštela, pa ne bi rada tako, da kakšnega zelo pomembnega izpustim, ker ste me presenetili. Uvodoma ste že dejali, da prihajate iz kmečke, vinogradniške družine. Kaj pa kakšen nasvet za mlade podjetnike oziroma za mlade kmete? Ja, prihajam res iz ne samo kmečke družine, tudi iz okolja takšnega, kjer sem se v preteklosti veliko ukvarjala z razvojem podeželja. Predvsem bom rekla nasvet za mlade kmete ali pa mlade v tem podjetnem kmečkem okolju. Bom rekla mladi čim prej seveda, da se odločajo prevzemati kmetije. Jaz mislim, da mladi z svojim prehodom v ta prostor kmetijstva vnašajo popolnoma eno drugačen pogled, drugačno razmišljanje, so veliko bolj inovativni, veliko bolj povezovalni, tako v smislu medsebojnega povezovanja, kot tudi povezovanja z drugimi sektorji. In tukaj predvsem mislim kmetijstvo, turizem, gostinstvo. In jaz mislim, da tega v slovenskem kmetijskem prostoru kljub naši pridnosti, tradicionalnosti izjemno primanjkuje. S pomladitvijo kmetijskega sektorja zagotovo prihaja tudi, bom rekla, veliko več te inovativnosti, povezovanja in pa seveda s tem dviga produktivnosti in pa boljše konkurenčnosti v kmetijstvu. Če se še malo dotaknemo covida, sicer mogoče je bila v preteklih mesecih bolj aktualna tema, vendar morda jeseni spet prihaja nov val. Katere nujne ukrepe bi vi zagovarjali kot vladna stranka, če boste seveda sestavljali vladno koalicijo, oziroma mogoče še pod vprašanje, so bili ukrepi v zadnjih 2 letih, se pravi leta 2020 in 2021, po vašem mnenju ustrezni ali pretirani? Bom rekla, kar se tiče možnosti prihodnjega vala, jaz mislim, da bomo tokrat končno lahko na to veliko bolj pripravljeni. Jaz se seveda nagibam k temu, da se pripravimo tudi v smislu, bom rekla, prilagajanja poslovnih in pač vseh sledečih proizvodnih procesov temu, da COVID zagotovo je prisoten in da bo prisoten še med nami nekaj časa. Prav gotovo smo v zdajšnjem ali pa do zdaj v obdobju spostavili neke bolj fleksibilne oblike dela, torej prilagodili se na delo nadaljavo, delo od doma in pa temu primerno prilagodili tudi procese, da večinoma niso bili moteni. Sama se nagibam seveda k čim manjšemu, to bi tudi seveda odločitve v tej smeri predlagali, k čim manjšemu zapiranju življenja in pa dela v prihodnje, ker smatram, da iz prvih valov smo se naučili, da seveda je možno tudi to in tudi, bom rekla, prehajam na naslednje vprašanje iz tega, da nekateri ukrepi najbrž niso bili toliko smiselni, kot se je seveda pričakovalo, da bojo, smo se naučili, da popolno zaprtje najbrž ni več potrebno in da je seveda ob določenih omejitvah možno zagotoviti vsem sektorjem in pa vsem področjem, da delujejo ob primerni seveda meri zaščite. Ali so bili vsi ukrepi dobri? Sama smatram, da seveda danes vemo, takrat na začetku
nismo vedeli točno opredeliti, kateri so potrebni in ne, da marsikateri so mogoče bili prestriktni, prehudi in predvsem, kar je mene ves čas motilo in sem tudi sama na to opozarjala, mislim, da je bila predvsem komunikacija precej nespretna in da pogosto sami odločevalci, ko smo ukrepe sprejemali, seveda nismo vedeli čisto dobro raztolmačiti ali pa razložiti, bom rekla, ustreznosti ali pa učinkovitosti kakšnih ukrepov. Torej mislim, da v prihodnosti veliko bolj selektivno lahko razmišljamo, kateri so res nujni, kateri pa ne nujni. Če se mogoče še dotaknemo javnega sektorja, vi prihajate iz ministrstva, torej imate iz prve roke izkušnje. Se vam zdi javni sektor preobsežen, se pravi glede na število zaposlenih, bi to število zmanjšali ali ohranili oziroma naredili kako drugače? Jaz vem, da na tem področju so moje izjave precej neljube tistim, ki v javnem sektorju delajo, ampak sama sem prepričana, da se da v javnem sektorju veliko racionalizirati. Že samo dejstvo, da smo v času covida delali, bom rekla, zelo omejeno, torej z delom od doma in tudi z določenimi omejitvami, se pravi čakanja na domu, so vsi procesi na ministrstvu pri nas potekali popolnoma, bom rekla, normalno. Predvsem pa mislim, da je treba zelo skrbno, bom rekla, pregledati in pa revidirati sistem javni plačni sistem, ki mislim, da mora biti veliko bolj spodbuden, veliko bolj usmerjen v smislu nagrajevanja dobrih zaposlenih, produktivnih zaposlenih in seveda, bom rekla, spodbujanja tistih, ki niso, in že s tem se bi lahko naredila veliko večja učinkovitost javnih sistemov. Če ima še kdo kakšno vprašanje, boste še vi nadaljevali. Moje ime je Peter Vipavc. Ta prenapihnjen javni sektor, jaz mislim, da se lahko vsi s tem strinjamo. Zdaj, moja teorija, verjetno se mnogi ne bojo strinjali, je, da zakaj se to sploh dogaja. Ker vedno je razlog, zakaj se stvari dogaja. To ne raste kot gobe v hosti. Moje mnenje je vedno bilo, da so to potencialni volilci. In če si potencialni volilci ustvarjaš, ko si jih danes lahko ustvarjaš na FDV-ju, ko si jih ustvarjaš v javni upravi, ko si jih ustvarjaš že v šoli z ustreznim učnim programom, ki je prilagojen želji, ki jo želiš čez 20 let, 25 let ustvarjati, potem je popolnoma jasno, zakaj se to dogaja. In če potem pride nekdo pa reče, gled, jaz bi pa to drugače, potem tisti, ko se rekel, zakaj se to mora tako dogajati, ker želimo določen rezultat, to ne bojo dopustili. In potem pa pride do teh norih, srditih bojev, ki jih mi poslušamo tam po televiziji, pa jih gledamo, ko gledamo ene, ko se nam zdi, da so blazni, da sploh ne vejo, o čem govorijo, ker to ni povezano z ničemer, kar bi mi lahko razumeli. Če pa potem spet greš, zakaj se pa to dogaja, pa če ta moja teorija pravilna, pa upam, da ni. Sam ne vem, če je to upanje upravičeno. Potem vidim, da se to dogaja zato, ker pač nobeden se ne želi, da bi mi odločali tako za nas najboljše. Nobeden se ne želi, da bi otroci takšni, da bi kasneje odločali, kaj je za njih najboljše, nego si želijo, da bi vsak odločal, ko je od volilca pričakovano. In čim pa daš to ideologijo noter, pa pride čisto drugačen rezultat, ko pa to, kar mi tukaj ne mislimo, da bi bilo dobro. In če imam jaz pa prav mogoče, če imam, a se sploh še da kaj napraviti? V tej mali, nori državi, v kateri smo, ki je strašno lepa, če vidim, jaz sem 3 otroke, 3 hčerke, ena študira v Berlinu, ena študira na Dunaju, ena pa v Marbelli. Zakaj? Ker sem rekel, tukaj ni kaj za mene, nimam kaj delati, ker to, kar bi jaz sada delal, ni perspektive. In če pa je perspektiva, je pa plača takšna, da nima smisla, da sem tukaj, ker pač brez veze. In če vsi tako razmišljajo, potem bo pa tako zdaj, kot pa zdaj, ko pogledamo v Bosno, ko se zdaj že silja 20% Bosancev v zadnjih parih letih po vojni. In točno to si ne želimo. In zdaj pa vprašanje, kaj lahko napravimo? Jaz tukaj malo sem zgubil voljo, da se kaj da napraviti. Potem pa pogledamo pa politiko, to se pravi,
kdo je kje. Zdaj, ko govorimo, da imamo desne pa leve, nimamo. Mi desnih politikov v Sloveniji, po mojem prepričanju, pa morda se motim, sploh nimamo. Mi imamo skrajno leve, pa čist nove, potem pa imamo socialiste, ko so pa fejst socialisti, ker to, kar današnja vlada dela, takšno socialistično politiko v Sloveniji nikoli nismo imeli. Zakaj? Mi smo imeli tako politiko, ko je denar odtekal, ko je odtekal masovno v tujino, ampak tako, da pa je denar se delil med tiste, ko ga potrebujejo, med tiste, ko so zapostavljeni, to še nismo imeli. To je tipično socialistična politika, ne desna, ne fašistična, ne vem, vse tiste besede, ko jo poslušamo po televiziji. In potem se sprašujem, če je temu tak, pa jaz to poslušam desno, pa še bolj desno, urbanistično, potem pa gledam, jaz sam prepoznam leve, čist leve, totalno leve, pa čist nove, kaj potem se ne znajdem več. In to je pa zdaj moja dilema. Pa sploh ne vem, če to je eno vprašanje, ki sem vam dal neko bolj tisto zgodbica, kakor jaz čutim, v kateri se ne znajdem. Tako, hvala. Bom probala čisto na kratko. Jaz sem lahko zelo pragmatična, tako kot ste vi rekli, pa smatram, da volivci gledajo, pa govorim nekaj. Lahko sem pa zelo iskrena, pa direktna, pa potrdim to, kar ste povedali. Odkje izvira, bom rekla tako, tok sistem javni, tudi iz tega, mislim, če se spomnite, tako že naša generacija, da ne bom zdaj v starosti, na kakšen način smo bili mi vzgajani v prejšnjem sistemu. V bistvu bili smo vzgajani na način, če hodiš v šolo, če si priden, se pridno učiš, boš šel na fakulteto, boš dobil službo v javni upravi in boš lepo tako socialno varno živel vse do svoje upokojitve. In veliko izvira iz tega, se pravi, veliko visoko izobraženega kadra je pač šlo delati, zato ker tudi ni bilo v šolskem sistemu, če se nisi rodil v družini, ker je bila, ne vem, podjetnost na nek način del vsak dneva, pač nisi imel možnosti biti podjetnost. Če si bil priden, si zaključil na koncu v javni upravi. Na kakšen način to preprečiti, to je izjemno težko. To bo trajalo veliko časa. Jaz sem prej še eno drugo temo odprla, ne samo, da smo se zaposlovali večinoma v javni sektor, ampak politično smo se zaposlovali. Ker vedno je minister ali pa tista vladajoča politična opcija, tista, ki kadruje v sistem, in danes imaš ministrstvi tako maurico različnih političnih zaposlitev, pa to je mogoče preveč za to. Kar se tiče pa teh levi in desni, eno anekdoto sem se spomnila, bom probala zelo na kratko. Moj sin me je vprašal, ne vem, kakšno leto nazaj, ima tudi 19 let in bo šel v tujino študirati, prvi, mislim, da tudi drugi. Žal, vedno sem se trudila, da ostanejo, odkor je vzgajala jih v duhu slovenstva, pač imeti rada državo, jezik, kulturo, ampak sta obupala. In me sin vprašal, mami, kakšna je v resnici razlika v Sloveniji med levimi in desnimi? In sem se tako res trudila, zelo sem se potrudila, da poskušam to razložiti, pa mi je bilo blazno težko, tako kot ste zdaj vi rekli. In pol mi je rekel, veš, mami, jaz berem tako knjige veliko o ameriški politiki, je rekel, meni se tle zdi vse narobe. Je rekel, tako v resnici levi so desni, desni so levi, je rekel, jaz čist nič ne razumem. Ampak je rekel, iskreno, naše generacije to ne zanima več. Te delitve, je rekel, mi bi radi normalen, sodoben šolski sistem, radi bi imeli službe, to, kar smo se prej pogovarjali z normalnimi plačami, radi bi si kupili nepremičnino, ne tako, da imamo 40 let kredita, pa živimo od 500 evrov denarja. In je rekel, jaz v tem trenutku žal tega okolja v Sloveniji ne čutim, je rekel, zato pač ne me uvirati pri tem, da odidem v tujino, mogoče se bom nekoč vrnil. Izjemno težko bo in dokler smo priča takšni politiki, kot jo imamo danes, verjemite mi, tako, ker delamo izključno na medsebojnem obračunavanju in merjenju moči, jaz tudi ne vidim upanja, dokler se ta mentaliteta politiko in posledično javnosti ne spremeni, da bi lahko kakršenkoli korak naredili, pa si ga izjemno želim, jaz se bom zelo potrudila, da sem lahko vse en mičken segment v duhu teh sprememb. Jaz mislim, da dokler bomo v javni upravi plačali uslužbence 30% več poprečno, zdaj sem na pamet rekel ta odstotek, kot v gospodarstvu, se to ne more zgoditi. Vsaka vlada ima neke kadrovske ostaline in po vsaki vladi, vsaki nova 4 leta je ta, rekel, javna uprava večja in večja. Ena zadeva so plače, ki so, bom rekel, zanimive, druga zadeva je, da zaposlenega v javni upravi sploh ne moreš odpustiti. Ko bi
ko bi se politične stranke zauzele za to, bi naredile veliko dobrega za gospodarstvo, za Slovenijo in seveda bi, če bi uspeli plače v javnem sektorju približati plačam v gospodarstvu, potem bi verjetno ti iz javnega sektora fluktuirali v gospodarstvo in seveda te dve stvari, plačo uravnati in pa seveda možnost, da v javnem sektorju vodja ravno tako odpusti svojega delavca, če ni dober, če ne ustvari rezultate, potem bo zadeva po moje šla v pravo smer. Pa to je stvar politike, odločevalcev in mislim, da bi tukaj lahko nekaj naredili. Vem, da imate težave, ker se bo takoj pojavil Štrukelj, pa še kakšen, ki se tukaj s tem ne bo strinjal, ampak tukaj je treba najti nek konsens, tudi tukaj govorimo o tej zdravi kmečki pameti, treba je povedati, če mi moramo ustvariti iz svojih prihodkov, iz davkov in prispevkov tudi za javne uslužbence, potem je treba razumeti, da javni uslužbenci ne morejo imeti večjih plač, kot jih imajo recimo delavci, ki ustvarjajo za njih. Hvala. Prvič, javni delavci to, bom rekla, težko razumejo, da se pač je treba ustvarjati najprej na prihodkovni strani države, da potem država je lahko socialna in da lahko tudi javni sektor ima plače. Drugič pa moramo razumeti eno veliko oviro pri tem, da do tega pride, pa jaz se strinjam z vami absolutno, to je velik volilni aparat. Se pravi, vsaka taka sprememba je politično nevšečna in vsak, ki jo bo predlagal, seveda ve, da tvega, da bo izgubil naslednje volitve. Koliko je v sistemu javnih plač? 100 tisoč. Ja, vse skupaj. 200 tisoč ljudi, to je 200 tisoč glasov, to je huda zmaga na volitvah. Potem so sindikati, tako kot ste rekli, in tle absolutno jaz to zagovarjam, kar ste rekli, in tudi fleksibilnejšo delovno zakonodajo. Jaz kot ministrica, ne vem, jaz sem takrat imela v sistemu več kot 1000 zaposlenih na Ministrstvu za kmetijstvo, 256 na ministrstvo in v 3 agencijah v sestavi, se pravi, so še 3 inštitucije, nekaj čez 1000. Jaz tudi 5 zaposlenih ne morem zamenjati kot ministrica, 3 direktorje sem zamenjala, direktorja direktoratu in vsi 3 me tožijo. Ne gre, in potem ti padeš v en sistem političnega kadrovanja, odprej tako nefleksibilnega, preglomaznega aparata in potem se pogovarjamo o tem, da je problem v bistvu vsaka sprememba v procesu narediti. Ja, generalni Dešetin. Moramo se resno pogovoriti. Imamo 625 tisoč upokojencev, 200 tisoč ljudi imamo v državnem in javnem sistemu, tega njih 60 tisoč ljudi na borzi, še nekaj nevladnih organizacij, nekaj mladoletnikov, imamo mi 300 tisoč ljudi, ki praktično ustvarjajo. Teh 300 tisoč ljudi, seveda potem prva stvar delamo, kaj delamo, inšpekcijsko represijo z njimi, to se pravi, kar vrste inšpektorjev čakajo. Ena stvar je že naša, mi bomo absolutno rekli, da prvi obisk inšpektorja mora biti svetovalni, prijazen, pomagati. Drugi obisk zopet, potem pa 3., 4., potem pa kršitev, pa seveda podvojiti kazni, če je tisti, ki je resno kršil. To, da se pa vsak podjetnik, vsak boji, kdo mu bo potrkal na vrata, da mora dati 10 svojih ljudi iz podjetja, da se ukvarjajo z enim inšpektorjem, nesprejemljivo. Ja, boste vmes. Inšpektor je tak, da oni grejo sam tam, kjer je urejeno. Seveda. Tako. Pa je siva ekonomija, tja pa sploh ne grejo, ker tam za njih nevarno. Tako. Pa če smeš, tako. Še to in mi, še ena stvar. Začeti se mora, seveda, zato smo mi začeli, ne glede na to, da rabimo rešitve hitro, če bi 20 let nazaj ali pa 10 let nazaj rekli, da tudi tam se ne da hitro, pa imamo počasi pri šolskem sistemu. Torej, uravnilovka in osebna odgovornost. To sta 2 besedi, ki v teh sistemih pač sta odsotni. Mi imamo v državni upravi, pa ne govorim, da so vsi slabi, bom to tudi povedal, so ljudje, ki bi si želeli v državni oziroma javni upravi dobro delati, so ljudje, ki delajo ogromno, so ljudje, ki delajo sami, pa imajo zadaj 20 ljudi, ki ne delajo in tako naprej. Sprav, bomo zelo krivični, če bi vse metali v isti koš. Ampak sistema, da te ljudje, ki delajo, ki rešujejo,
ki v državni upravi, javni upravi absolutno vlečejo naprej, so v uravnilovki. To se pravi, kdaj se štemplaš in koliko let si v javni upravi. Absolutno nesprejemljivo. Osebna odgovornost, da imaš ti danes absolutno kršimo vse inštrukcijske roke, če je odločba, da jo po zakonu moramo izdati v 30 dneh, jo boste izdali v 30 dneh. Če ne bo pa osebna odgovornost tistega, ki tega ni naredil, ali pa potem naprej gor tistega, ki tega ni opredelil. To seveda se da uvesti. Mi dva sama sva pred 15 leti nekaj takega naredila, ko sva se ukvarjala z enim županom ene majhne občine, ki je 15 let čakal, da je dobil glamping, spravil se je čez vse prostorske akte, vse je uredil, na koncu pa ena gospa, ki je samo odpravek delala, ki je štela čez vsa soglasja, rekla, da ne bo dala tega, ker Haloze pa niso turistična občina. Mi dva so takrat bila 27 županov na enem projektu in sva rekla, da jim vsakemu županu date 500 evrov, damo, smo pisali ministrstvu in smo rekli, imate dve varianti. Minister, greš takoj, gospa gre takoj, ali bomo njo osebno tožili. V 2 dneh je on soglasje dobil. Kar pomeni, in so neke rešitve, ki jih je treba absolutno, seveda to so zelo take mejne vrednosti. Prvo je treba seveda v šolskem sistemu dati not podjetnost in neuravnilovko. To je prva stvar, ki jo moramo mi narediti. Tako. In da uspeh, tako kot ste vi že, to se že ponavljamo, da je uspeh ni nekaj slabega, da če ti ne gre matematika, pa si super v slovenščini, da si lahko vrhunski, če imaš ročne spretnosti, da seveda tudi poklicne izobrazbe so vrhunske. Danes bomo imeli ljudi v pisarnah po 10 evrov na uro, pa keramičarja po 40 evrov na uro. Hvala Bogu, ampak mentalitetno bi pa še zmeraj raje šel v službo v pisarni. To je čisti anomalija, ki se začne v šolskem sistemu. Tako da državna prava, mi jo vidimo kot film Jaz robot, če ste ga gledali z Will Smithom, ko smo mislili, ko morajo državni uradniki delajo dobro za ljudi, potem pa če ne delajo dobro, pa mislimo, da je kriv minister, predsednik vlade in potem vidite, da v bistvu sama sebe upravlja. Da jo ne upravlja več praktično nihče. Kar pomeni, da noter niso slabi ljudje, ampak sistem je absolutno nemotivacijski za tiste, ki so dobri, ki bi lahko nekaj naredili, oziroma je celo za njih zelo škodljiv. In to je tisto, kar moramo zdaj tako zelo hitro popraviti. Da tisti, ki delajo dobro, ki so pripravljeni stopiti naprej, da so s tem tudi nagrajeni, tudi v plačnem sistemu in tako naprej. Ja. No, jaz bom mogoče temu dodala, bi lahko res diskutirali o tem, ampak moramo še nekaj vsi moramo še nekaj razumeti, da v javni upravi, ko se govori, da so izrazito dobre plače, da temu ni tako, da veliko ljudi, sama sem bila tudi v javni upravi zaposlena vrsto let in v gospodarstvu vrsto let, približno pol. In moram reči, da je to tudi ena grozna anomalija, da država sama sebi svojim zaposlenim dodaja dodatke do minimalne plače in to ne samo za čistilke pa vzdrževalce, da se razumemo, pa za pomivalke, ki pomivajo v kuhnjah in da je to sramotno. Tudi, če so zaposleni v javni upravi. In da se tega ne bi smel zgoditi nikjer. In če se pa vrnemo, ne bom nadaljevala, ker mislim, da se tukaj vsi enako strinjamo in da so te razkoraki plače od tega, da nekdo dela da ima svojo plačo 500 evrov, pa da dobi dodatek do 720 ali pa 730 evrov, on dejansko ne more pridati nikoli v svoji določeni čistilka, recimo, ker ima tako nizek osnovni plačni razred, sploh nikoli ne pride v svojih 40 letih, da bi daj več dobila kot minimalno plačo. Z vsemi napredovanji. Ampak to ne pomeni, da se jaz strinjam z gospodom Štrukljem, ker sva bila velikokrat tudi v laseh, tudi ko sva popravljala zakone, tudi ko smo urejali za pomočnice vzgojiteljic, ki so zdaj zelo aktualne, smo decembra sprejeli zakon, poslanski zakon. Sem bila tudi jaz del tega kreiranja, tudi, ker smo zelo popravili določene stvari, ki morajo biti pod ministrstvo. Od osebnih podatkov naših otrok, ki so zdaj pri privat podjetjih, ki sklepamo tripartitne pogodbe, starši, šola plus podjetje, zato, da lahko oni upravljajo z našimi podatki in v bistvu skrbijo za te informacije, namesto da bi bilo to pod ministrstvo, informacijski sistem. In da se podvaja, ne da šola dela na roke, potem pa tam na ministrstvu eden copy-paste dela, tam ima eno podjetje, privat ima pa zbrane vse podatke, ki bi bilo lahko to, ko učitelj vnese, ima lahko tudi minister na tisti moment, recimo za en dan za nazaj, lahko pogleda situacije, ne pa da se to zbirajo podatki
pa imamo vse v informacijskem sistemu. Samo zato, ker nimamo to zakonsko urejeno. To smo zdaj zakonsko podlago dali, uredili in zraven smo dali točno tudi za napredovanje za pomočnice vzgojiteljic. Veste, to razpravo na tej seji Državnega zbora si je vreden ogledati. Kaj je Štrukelj vse povedal in kaj so tudi ravnatelji povedali, kako jim ne bi s tistim popravkom to poslanci dali. To smo poslanci dali. In se nismo pustili, ker so oni nasprotovali temu. Oni bi, da oni imajo napredovanje v naziv, ampak ne na takšen način. Oni bi, da se treba prvo pogovarjati. Mi smo pa rekli, ja, koliko časa se ne pa pogovarjajo, potem pa zdaj, ne, kaj pred volitvam, februar pa marca, ne pa zdaj Štrukelj poriva naprej, je plačni razred, se pravi kuharce, čistilke, pomočnice, vzgojiteljice, te, ki so najnižje, ki pa jaz ne verjamem, 30 let so te najnižje. Jaz sem včasih enkrat tudi ena izmed njih bila v plačnem razredu, zato to lahko povem. Nikdar se noben sindikat, razen Verkov sindikat, drugače pa nobeden se ni zavzel za ta plačni razred. Nobeden. In dejansko, ko pride do pogajanja, ko pride na mizo za zaprtimi vrati, meni verjemite, ki so našteti, ko pride do usklajevanja, je plačni razred tudi vedno ostane tam, kjer je in pride pol do teh razlik med nekomu, ki v javnem sektorju dobi 5000, nekdo pa 500. So pa resnično prevelike. Kar se tiče pa šolskega sistema, sem pa jaz zdaj delala tudi eno leto pa pol na spremembi enega novega programa, nove gimnazije, ki je točno to, kar je Aleksandra rekla. Boste vsi poznali turistični tehnik. Turistični tehnik na šolah, kjer imajo smer turistični tehnik, zgubljajo vpise, da otroci se ne vpisujejo več za ta poklic. Mi smo pa izrazito turistična država, je potencial, ker je pa to razred, ki načeloma je v učnem načrtu so 3 tuji jeziki. To ne more nekdo prideti, ki ima zelo slab učni uspeh. Oziroma tudi, če ima slabši, ampak more nekaj znati. Starši te otroke usmerijo, ki imajo dobre učne uspehe, se pravi te, ki so odlični, pa prav dobri, večinoma v gimnazije. In ker to ni gimnazija, ima pa 3 tuje jezike, jih ne usmerijo tja, zato ker rečejo, da ne morejo iti naprej. In jaz sem želela, da pride do novega učenja ali nove gimnazije, ali pa še boljš novega sistema tazga, kot smo ga podobno že imeli, da ima on možnost, ko zaključi ta izobraževanje, te 4 leta izobraževanja, možnost tudi na fakulteto, če želi, če pa ne želi, se pa lahko zaposli. Tega pa mi nimamo zdaj. In dejansko so starši tudi tisti, v gimnazijo, zato da bo šel lahko študirati. V bistvu pa otroci, marsikateri otrok pri 15 letih še ne ve, se še razvijaš, se še išče. In če greš nekje na eno turistično smer, ki znaš potem tudi 3 tuje jezike, res tuje jezike, ki jih obvladaš, ki je težka, in da v bistvu vidiš, da iz tega, tukaj bo pa fajn, bom šel pa lahko pol študirati, da se tudi gre lahko pol čisto v drugo smer, ampak to mu mora omogočati ta učni načrt. Zdaj pa oni pravijo, ja, se lahko naredi 5. predmet zraven, pa gre ravno tako lahko. Lahko, samo starši do 1. letnik ne bojo pustili vpisati, zato ker je to poklicna šola, razumete? In tukaj imate potem, dejansko imamo to, kar gospodarstvo želi, pride pol v navzkrižje, zaradi tega, ker vsi stremijo v gimnazije. Gimnazije imajo pa mogoče preveč splošnega in premalo praktičnega dela. In tukaj jaz tudi mislim, tako kot pravimo, da je treba mogoče iti bolj razmišljati na dualni sistem in z dualnega sistema potem na prehod, da omogočimo tudi prehod iz dualnega sistema tistim osebam, ki si to želijo, da imajo možnost iti potem naprej na fakultete. Ampak v znanju dualnega sistema ne bi smele biti prevelike razlike. Ker če pa tudi v splošnem znanju dualni sistem, da je toliko malo, pa potem on ima prevelik deficit, prevelik manko znanj, da potem lahko ujame v 1. letniku fakulteto naprej, da bi jo lahko dobro delal. Ja, ker nismo v glavnem šolniki. Matjaž Šink, jaz delam eno tako čudno stvar, ki se reče krizni menedžment, pa delam samo v tujini za tujce, v 5 državah vodim podjetje, samo to, da boste zastopili kontekst. Ko pravite poenostavljanje, če jaz ne bi poenostavljal svojem poslu, ne bi mogel preživeti. Ravno obratno se pa z vami v predvolilnem obdobju dogaja, po vseh teh državah, kjer sem. Veliko obljub, pa veliko
ljudem ali pa tudi podjetnikom všečnih izjav, pa čist nobenih izvedbenih ukrepov, čist nobenih. Tudi vaš program, če ga človek preleti na spletu, ne pove absolutno nič, je čista romantika. Ker smo že pri javni upravi, mislim, da nas to podjetnike najbolj zbada. Ne. Na eni strani vi recimo v programu pravite, tako kot velika večina drugih. Ne. Prijazen davčni sistem, ne. Na drugi strani pa pravite vzdržne finance, na tretji strani imamo pa en glomazen državni aparat, kjer rečemo, ja, pa vse imamo manj uradnikov, kot Avstrija, pa Nemčija, pa ne vem s kom se kdo po potrebi primerja, ker veste, kako se statistike dajo uporabiti, ne. Noben se pa v to ne vtakne. Prej ste rekla 200 000, ne, to je 400 000 volivcev, ne. Vsake državni upravi, 200 000 zaposlenih. vsake je tam ima še koga zdravo, ne, pa to podobno voljo ponavadi, ne. In zdaj ta bazen je zaključena zanka, ne. Se pravi, tisti, ki bo rekel, bom zmanjšal državni aparat, bo navdušil tiste, ki dodajamo vrednost, ne, ampak bo dobil volilce proti sebi, ne. Se pravi, da se ne da nič narediti, ne. Zato pravim, noben nima te izjave v programu, ne, ampak noben tudi nima nobenih izvedbenih aktov, če bi že napisal, ne, bolj, vse imate napisan, bolj učinkovita, ne vem kaj, državna uprava. Ampak kako, ne, kako? Kdo bo presekal? Jaz v mojem fohu, ne, zapremo ministrstvo, pa čez cesto odpremo novega, z nič, ne, tako se dela v gospodarstvu, kadar je tako zafuran, kaj je pri nas. Ja, se strinjam, dobri ljudje, ki hočejo delati, ampak na koncu ravnilovka, pa tiske ven štrliga, dajmo hitro posekati. To je javna uprava pri nas. Plače so pa iz bankomatov. Ja. Ampak kako, ne? Kako? Tiske bo povedal kako, ali pa ki se bo upal povedati kako. Jaz mislim, da bo dobil kar nekaj simpatija, ne? Ne, to je na eni strani. Na drugi strani bom rekel, pa to se tudi medno ponavlja, ne? Pa govorimo o strankah, ne? Strankokracija pri nas vlada, absolutno se ne strinjam z vami, pri nas se po befelu glasuje v parlamentu, mogoče že 30 let, ampak glasujete mogoče vi po svoji vesti, ampak večina pa ne. To je brez veze, to je preveč transparentno. Ampak na drugi strani imamo pa nove stranke in tako naprej, ampak dajte razgalite vsi, kako se financirate, vi nimate nobenih javnih prihodkov, kako financirate kampanjo, ne? Pa rečete, mi smo prvi, ki smo to razgalali, evo takole. Vse na koncu vem, da morate dati poročila. Ampak, veste, to je ena mistifikacija, ki na koncu razvodeni, ker ni več pomembna, ne? In preprostih ljudi pa itak to ne zanima. To mogoče nas zanima, ne? Ko sem rekel, ker dodajamo vrednost, ne? Drugih pa večine pa to ne zanima, ne? Jaz bom samo kratko, ker bo pol še generalni glede tega, kar ste na koncu vprašali, ne. Kar se tiče tega napisati zavezujoče stvari v program, pa bom samo en primer povedala. Seveda se jih da napisati tudi zavezujoče, mi bomo, ne vem, spustili obremenitev plač, ne vem, po tej plačni lestvici. Prvič, mi nismo v koaliciji ali pa med odločevalci potem sami in vedno je treba pustiti, bom rekla, en del programa toliko odprt, da se potem v okviru koalicijskih strank, ki pač sodelujejo, dogovorimo za eno kompromisno rešitev, kje bomo zdaj, ne vem, na kakšni lestvici ali pa na kakšni osnovi te številke dogovarjali. Drugič, zelo zavezujoče stvari, jaz upam, da se vsi spomnite, pa mogoče je banalen primer, ampak je zelo plastičen, ne, vsem upokojencem bomo dali 1000 evrov pokojnine. A veste, tako se pogovarjati samo všečno ali pa bom rekla samozavestno pred volitvami, tudi jaz danes lahko rečem, ne vem, mi bomo pa dvignili vlaganje v raziskave in razvoj na 1,5% BDP v roku pol leta. Ja, ne bo mogoče, bomo imeli 5 poslancev, pa če za to ne bo še 45 vseh ostalih. Ne? Zato se to napiše na ta način in se potem znotraj koalicijske pogodbe seveda definira pa točno določene cilje in pa rešitve. In jaz bi bila zelo vesela, če bi se dala, verjemite, jaz sem delala 17 let v podjetju, čeprav se je tretiralo kot zavod, jaz zelo dobro poznam podjetniški princip in bi bila zelo vesela, če se ga bi dalo prenesti tako direktno, kot vi pravite, in v javno upravo in v politiko, pa se ga žal ne da. In vsak, ki je to poskušal narediti, je zelo hitro z dolgim nosom šel, jaz sem to delala na ministrstvo. In tako, kot sem vam rekla, 3 direktorje, ki niso pač sledili tistemu, kar sem jaz kot strateško želela ministrstvo voditi, sem jih odpustila in danes me vsi 3 tožijo.
Problem sistema, da nobeni za nič odgovora. Ampak o tem govorimo in zato ne pričakovati, da potem nekdo, ki pride v ta politični prostor, to lahko tako, čeprav ve, kakšne so rešitve, da to lahko naredi. Da pa lahko napišete, zaostrili bomo odgovornost državnih uradnikov, recimo. Zakaj tega mene napiše? To je zelo enostavno. Pa vsi razumejo. Dobro, pa to povemo, ne? To smo danes že o odgovornosti govorili. Ne? Ampak zdaj pa še druga stvar, ne, tako zelo banalna. Kaj pa mislite, koliko volivcev v resnici bere volilne programe strank ali pa nas posluša, ko predstavljamo volilne programe? Še 10 ne, po moje. Ne? Tako res animirani, mogoče kot ste vi, ki vas zanima to, drugače volivce to ne zanima. Tudi mi, naprimer, med nami, ki smo zelo zainteresirani, ne beremo programov natančno, dajmo se biti realni. In, naprimer, če smo zdaj, da vam jaz vprašam, naprimer, vsi bi vse prav, pa nihče ne ve kako. To je stvar naše politike današnje, od tistih, ki imajo največje rejtinge, do tistih, ki imajo najmanjše. In jaz mislim, da volilno telo, ne da bi brali programe, bi morali dobivati jasna, zavezujoča, odločna in zaupanja vredna sporočila, to bom naredil na tak in na tak način ob tem in tem času. Tega v slovenski politiki ni, ker je vse zaciklano. To vam govorim zato, ker sem gledal prejšnji teden na nacionalni televiziji en dober dokumentarni film o Zelinskemu, ukrajinskemu predsedniku, kako je on delal volilno kampanjo in zakaj je on dobil 70%. Zakaj? Ker je dejansko prepričljivo in zaupanja vredno hodil med ljudi, kaj bo naredil in kako bo naredil. In zato je premagal in jasno stopil na žulj številnim drugim, ampak je zaupanja vreden politik svojemu narodu, kar se izkazuje tudi zdaj med vojno. Tega v slovenski politiki ni. Vsi dejansko bi veliko obljubljali in tudi verjamem, da vsi iskreno mislite, da je to treba narediti, nihče pa nima, ali pa saj meni ga še ni pokazal recepta, kako bo to naredil. Nobena koalicija, do zdaj od osamosvojitve naprej, vsi ujetniki, da bom povedal o tem, kar je moj kolega povedal, temu se reče uradno nevidni razred javnemu sektorju. In to je prvo napisal v knjigi Milovan Džilas, star partic, ki so ga zaradi tega, ker je to napisal, tudi vrgali iz partije in je mogel, v bistvu, da je sploh preživel, emigrirati. In nevidni razred, ki vznikne v nedemokratični družbi, je ob vzpostavitvi demokracije nepremagljiv. Je slepi žep, slepič družbene evolucije in tam smo mi nekje zdaj tudi zaradi tega, ker smo imeli prej neko družbeno ureditev. Ampak to se da zelo jasno povedati, se vsi beremo knjige, tega nihče ne pove. In jasno, da nevidni razred seveda pa se da dobiti tudi na svojo stran. Zakaj? Zato, ker moš tudi temu nevidnemu razredu povedati, saj če boste pa vi mene podprli, pa da ne bom imela 5-6%, ampak da bom imela 60%, saj jaz bom tistim 40%, ki bi pa radi ne ostal nevidni razred, pa zagotovila pogoje, da boste še več delali, boljš delali, pa imeli tudi boljše zaslužke. Ampak tega ni, mi ohranjamo neko inercijo. In naprimer mi kot podjetniki, tako da odgovorim, mi imamo ves čas, od svoje ustanovitve naprej, mi imamo stalno kontakte s parlamentarnimi in tudi neparlamentarnimi strankami. Za nas je to način sodelovanja in mislim, da bi se mi kot klub direktno nekako obračali na posamezne poslance, v to jaz tudi ne verjamem in tudi jaz zelo dobro poznam 30 let slovenske demokracije, kako se glasuje v parlamentu in se popolnoma strinjam. Pa nič narobe, tudi jaz zdaj pokličem kakšnega poslanca, zakaj ne, ampak moramo biti, mi smo formalna organizacija, zasebna, vi ste politična stranka, ki boste postali parlamentarna politična stranka in mi danes vzpostavljamo odnos z vami in mislim, da si vsi želimo, da bomo mi kot klub slovenskih podjetnikov, tudi potem po volitvah, imeli z vami kontinuirano komunikacijo, kjer bomo prek kluba, prek naših članov, kjer bomo mi poskrbeli, da bomo dobili ustrezen reprezentativni vzorec naših zahtev in želja, posredovali vam in računali na vašo podporo in tudi seveda si predstavljam, da bomo tudi po volitvah, ne glede v koalicijo ali opoziciji, z vami sodelovali in vam bomo jasno in transparentno podajali naša mnenja. Največji uspeh našega kluba je sigurno zagotovo edino področje, s katerim se res ukvarjali od začetka, je bila ta davčna razbremenitev plač. In zanesljivo imajo naši člani, naše vodstvo kluba, z vsemi predsedniki, od Batagelja, vmes Jureta Kneza in tudi zdaj Joce Pečečnika, velike zasluge, ker smo komunicirali z vsemi
parlamentarnimi strankami, da je tudi ta zakon dobil podporo. In na ta način mi, na primer, nameravamo tudi naprej sodelovati. Seveda je pa še veliko dela in, na primer, mi kot podjetniki vsem pričakujemo pred koalicijsko pogodbo, jasno zavezo, na primer, vas kot predsednice stranke, ki lahko, da boste tudi predsednica vlade, se še ni volitev, da boste, na primer, zelo jasno odgovorili našemu članu podjetniku, s, na primer, selektivnimi, ali smo zanj slišali, diskriminacijskimi davčnimi olajšavami, bomo zagotovili, da bomo privabili naše eksperte iz tujine nazaj, s takimi selektivnimi oziroma diskriminacijskimi davčnimi olajšavami bomo privabili eksperte iz Indije, če hočete, iz Afrike, iz kjerkoli. To so na primer za nas načini reševanja problemov. In zato se razlikujemo od vseh ostalih, ker hočemo ločiti politiko, populizem in demagogijo od resničnega življenja, ki je v bistvu biznisa. Edino, če bomo imeli v Sloveniji mi, na primer, čim večje število podjetij, ki bodo ustvarjala dobiček, potem bomo lahko socialna država in razvojna država. Dokler pa teh pogojev, da bo čim več podjetij v Sloveniji ustvarjali dobiček za to, da bomo socialna država in bo država že pred tem dobičkom ta denar razporedila v drugih, potem tega ne bo. In zato mi pričakujemo zelo konkretne in ne, na primer, zdaj 100 nekih ciljev, ampak z naše strani so jasni cilji. Mi moramo imeti zelo olajšane poti zaposlovanja ekspertov iz tujine. Mi moramo imeti spodbude za naše sorojake, ki so se v tujini izobražili, da pridajo nazaj. In mi moramo imeti zelo okolju prijazne postopke pridobivanja papirnate vojne za ene in za druge. Mi rabimo, na primer, odgovor na vprašanja, za koliko časa bi bili pripravljeni narediti popolnoma davčne oaze za mlade družine, rečemo. Vsaki konča študija in da se postavi na noge, da rata podjetnik uspešno ali pa zasluži dobro plačo, rab, na primer, 10 let, da si ustvari eksistenco, da si kup stanovanje, hišo, hod na dopust, vse ostalo vzgaja otroke. Zakaj ne bi selektivno eno določeno obdobje po pridobitvi diplome popolnoma davčno razbremenili mladih družin? Ali ste to pripravljeni narediti? Za koliko procentov ste pripravljeni tega narediti? In taka sporočila bi morali spuščati v eter, ker ne pričakovati, da bo kdorkoli od poprečnega bral programe. Ampak vi ste tista, ali pa vaša ekipa, ki morate hoditi okoli in prepričati nas podjetnika ali pa vse volivce, da vam bodo verjeli, da to resno mislite in da boste to naredili za vsako ceno. Tudi če vas bodo 5-krat na dan v medijih raztrgali, tudi če vam bodo grozili smrtjo, tudi to je tisto, kar rabimo. Vse dosti držite, ampak to je tisto, kar mi rabimo. In zdaj na koncu bom dal vprašanje, ampak ker mislim, da smo že kar izčrpali. Mi kot klub slovenskih podjetnikov se zahvaljujemo za ta kontakt. Glede na naš uvodni sestanek, vam tudi mi nismo zagotovili uravnoteženosti, glede na to, koliko članov je tukaj, ampak se bomo potrudili naslednjič, da bo ne glede na volilni rezultat tega še več. In se veselimo sodelovanja z vami, ali boste koalicija, ali boste opozicija, ali boste neparlamentarna stranka, ker imate veliko dobrih idej na takem nivoju, manjka pa izvedba. In to se vam zahvaljujem. Na koncu me pa zanima, ali se vi osebno čutite usposobljeno, da postanete predsednica vlade, oziroma kateri resorji znotraj vlade so tisti, za katere ima vaša stranka najbolj usposobljene kadre, in tretjič, za koliko bi zmanjšali število ministrstev v tako majhni državi kot Republika Slovenija, ker že to pomeni racionalizacijo. Ok. To so za najtežje vprašanje za konec. Ali se čutim, jaz mislim, da v trenutku, ko se odločiš stopiti v politiko in na parlamentarne volitve, moraš biti v stanju sprejeti odgovornost tudi voditi vlado. Zato, ker je seveda kljub temu, da se nekaj prejudicira ali pa tako predvideva po javnem mnenju, v vsakem trenutku to možnost. Ja, jaz mislim, da se čutim po 3 delih v 3 vladi, po delu v politiki tako res 20 let, da bi seveda tudi to odgovornost bila pripravljena prevzeti. Ministrstva, ki nas zanimajo, absolutno nas zanima kmetijsko ministrstvo. Jaz ne rada puščam delo tako izvedeno na sredini, tako kot sem ga zapustila. Vidim še ogromno možnosti, ki jih je tam treba dokončati. Zanima nas Ministrstvo za zdravje.
veliko smo delali na programu zdravstvenem, ne mi, ampak tako z zunanjimi ekipami. Zanima nas Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za šolstvo. Na kakšen način bi pa število ministrstev zmanjšali? Jaz mislim, da ni problem toliko v številu ministrstev, koliko je problem to, kar smo prej govorili, preveliki glomaznosti ministrstev. Jaz bi k večjemu dodala mogoče, ali pa tako ločila od ministrstva turizem, področje turizma in pa športa, in eno ministrstvo, ki sem ga že sama predlagala v pretekli vladi in bi ga ločila od sociale, je demografska vprašanja. Jaz mislim, da tle imamo zelo težko delo, bi pa zagotovo zmanjševali birokratski aparat oziroma število zaposlenih, ker mislim, da je to večji problem kot pa število ministrstev sama. Stroške in povečati učinkovitost. No, in temu se reče desna vlada, tista, ki pa povečuje stroške, je pa leva vlada. Neodvisno od tega, ali so partizani, domobranci, katoliki ali pa muslimani. Kot sem prej slišal, Ja. konzervativne politike Nimamo. Se strinjam. Drugače bomo na koncu vsi v službi javni administraciji. Sam noben jo ne bo futro. Bomo zelo socialni, sam bomo pa težko dolgo časa zdržali kot take. Pokrajina ene sosedne države sam še. Mogoče sam še čisto na kratko financiranje kampanje, da ne boste brez odgovora ostali, ker ste rekli, bodite prvi, ki to povete. Generalni, izvoli. Pa sem se že veselil, da smo to pokopali. Ne, kar več, ne bom še jaz dodala, ker mislim, da smo mi tle zelo inovativni. Prvo naj povem, da stranka Naša dežela z 2500 člani, 120 odbori, nima enega zaposlenega, smo vsi delamo prostovoljno. To je prvo. Ne presedočujemo se stroškov in tako naprej. Druga stvar, mi imamo bilanco, ki bo dana za leto 2021, skupna poraba leta 2021 32 tisoč evrov, 400 evrov imamo dobička po bilanci lansko leto. Zato, ker nimamo svojih prostorov, ne financiramo plač in tako naprej, smo relativno vitki. Volilna kampanja, seveda skladno z zakonom, je pa poteka tako, mi imamo nekaj zakupa medijskega prostora in seveda tega računamo, da ga bomo pokrili tudi, veste, da vsaki stranki z 1 odstotkom, 2 odstotki ali 3 odstotki volilne udeležbe vsako leto pripada iz državnega proračuna določena sredstva, kar pomeni, da volilno kampanjo našo žal boste plačali vi. Tako je naš sistem narejen. Mi imamo veliko donacij. To mora nekdo financirati. Ne, to se pravi, mi vzamemo posojilo, dolgoročno posojilo na 4 leta, s katerega smo mi dali na raven, tudi če bi dobili 2 odstotka, smo vzdržni, da to posojilo vrnemo. Imamo tudi kar nekaj donacij fizičnih oseb, kjer so dovoljene do 2000 evrov na letni ravni, članarin in to je pa to. Absolutno seveda se bomo tudi zavzemali v dolgoročno, da se tudi ta zakonodaja, potem mi imamo relativno vitko, majhno kampanjo, veliko smo na terenu, v glavnem skozi smo na terenu, to je bistvo, in seveda takega prostora medijskega zopet nimamo. Bi bilo fajn, če bi vam kdo še, ne vem, enim z Madžarske, ki plaču, pa da bi bilo na plakatu pa to. Ne, mi gremo so pravila, Mi smo iz Slovenije, nismo iz Madžarske. Drugo so pa pol izvedba, to sem prej rekel. Naša prednost je še ena zadeva, ker lahko reče, tudi sam sem bil podjetnik, z družinsko ženo sem imela, sama sem postavila, sem imela 100 zaposlenih, smo upravljali hotele, sam bil član borda v Nemčiji, tako da razumem, smo sanirali hotele in s tem smo se ukvarjali, to ni zdaj pomembno. Pomembno je to, da sem zgubil rdečo nit, ampak dobro. Da imamo zelo skromno kampanjo, bom rekla, naspram drugim strankam in da večinoma, kar jaz pravim, smo inovativni, tako ali pa česa stranke malo delajo, izjemno dosti prostovoljnega terenskega dela. In tudi tako jumbo plakati, bom sam povedala, prva akcija naših 50 jumbo plakatov je bila popolnoma, bom rekla, skoraj brezplačna, razen tiskanja, zato ker so se ljudje sami angažirali na svoje privatne zemljišča, postavili. Jaz mislim, da se da veliko narediti s tem, še več, kar pa je inovativno za slovensko politiko, pa z delom med ljudmi na terenu. To dela politika ponavadi 14 dni pred volitvami. Mi to delamo celo leto. Res celo leto, tako poleg služb, noben ni profesionalec, smo res izjemno veliko časa na terenu in jaz mislim, da je to dodana vrednost. Gibati se med ljudmi. In smo veseli, da je tako, ker nimamo praktično tudi nobenih drugih dolgov, ko bomo prišli v parlament, kakršnih drugih oseb ali kakorkoli z ozadja, če ste to želeli vprašati. Tega nimamo in gremo v parlament relativno vitki, neobremenjeni, kar je pa tudi v naši slovenski politiki velika prednost.
Drži. Ja. S to mislijo bi jaz na tej točki prekinila oziroma se zahvalila vam, zaključila to debato. Mislim, da smo bili zelo konstruktivni. Tako da še enkrat se vam zahvaljujemo, da ste nas prišli obiskati v naš klub. Dragi člani, tudi vam najlepša hvala. Hvala lepa. Hvala vam za povabilo, pa se veselimo sodelovanja v prihodnje.